Samostojna razstava fotografij Ade Trkulja z naslovom Adica v deželi Vinski razkriva surrealne podobe, polne simbolike, poetičnosti in igrivega absurda. Uveljavljena umetnica, članica Kuda Fofite, je obiskovalce presenetila tudi s pravljično zgodbo za odrasle, ki dopolnjuje fotografski svet razstave. Vabljeni na sprehod skozi fantazijo, kjer meje nikoli niso povsem jasne. Razstava je na ogled do 3. januarja. V knjižnici Medvode je bila v mesecu decembru odprta samostojna razstava fotografij umetnice Ade Trkulja, članice Kuda Fofite. Z naslovom Adica v deželi Vinski nas popelje v svet, kjer se meja med resničnostjo in domišljijo zamegli, kjer nesmisel postane smisel, surrealizem pa se prepleta z realnostjo. V bistvu to razstavo sem imela prvič v Kafe Pungartu v Kranju, se pravi mislim, da 3 leta nazaj. Navdih je bila knjiga Alica v čudežni deželi, kar je tudi razvidno iz samega naslova. V samem nastanju, kaj težko povem, imela sem edino temo vino, oziroma ker je bil novembrski čas martinovanja, tako da to nisem vedela v bistvu, kje začeti, razmišljala sem celo leto, ker pač datum je bil določen. Potem sem Mojco Kmetič prosila, da me fotka, naredila sva, 500 fotografij različnih poz, ampak to nisem vedela, kaj naj z njimi naredim. In je bilo tako, da potem je prišel datum, pač oddaje, nekega promota in sem prišla do ideje, da bi bil to, se pravi, surrealizem me zanima, se pravi surrealistična tema, kot je Alica, oziroma zdaj Adica. In potem sem nekako prišla do zgodbe, kako pridelati vino. Kako sem prišla do te zgodbe, ne vem. Ampak te fotografije, se pravi, moje so samo tiste, kjer sem jaz, drugo je pa pač kolaž kupljenih fotografij v knjižnicah na internetu. In potem sem si vzela 2 dni pred razstavo, oziroma 3 dni, da sem prišla pol do te celotne zgodbe, kako, ne vem. Mislim, da je sam navdih prišel, ne vem, iz neba. Fotografije, ki jih je Ada Trkulja postavila na ogled, niso zgolj umetniška dela, ampak prava odkritja, ki združujejo svet realnega in fantastičnega. Z vsakim klikom fotoaparata se odpirajo vrata v domišljijski svet, kjer ni jasnih mej med resničnostjo in fikcijo. Adica in Alica, lahko kakšne vzporednice povlečemo se, najdeš kje v tej pravljici, kje so tiste skupne točke Alice in Adice? Ja, oboje na CA, potem, ne vem, ta domišljijski svet me zanima, se pravi ta surrealizem, ne da je pač ta realnost, ampak surrealnost, se pravi, mogoče lahko pač iz tega, pa da ni vse, kar vidiš resnično, oziroma zmer manj je resnično, glede tega, vemo, kako AI deluje. Tako da to, no, pač kot otrok sem brala veliko pravljic, pa zelo dobra sem bila v domišljijskih spisih. Avtorica je obiskovalce presenetila tudi z nenavadnim dodatkom k razstavi. Pravljico za odrasle, ki je nadaljevanje pretekle razstave Brskanje po zajčji luknji. Ta zgodba, navdihnjena z literarno klasiko Alica v čudežni deželi, prinaša domišljijski svet, kjer postanejo pravljična bitja in fantazijske situacije vsakdanje. Iz cipresa se je pokazala lisica. Njena drža je bila mirna, med tačkama je imela uro. Kazalci so se vrteli, a niso kazali nikamor. Ura ne meri časa, je rekla lisica, le naše izmikanje pred njim. Deklica je pogledala v ogledalo, ki je stala za lisico. Odsev ni bil povsem njen, nekaj v njem je zamujalo. In ogledalo je vprašala, laže. Lisica se je nasmehnila, a v tem nasmehu ni bilo lahkotnosti. Spet se navezuje na Alico, gre za, v bistvu, na začetku sem mislila pisati otroško pravljico. Pišem, se pravi, sem članica Kuda Fofite in tukaj imamo tudi literarno sekcijo in smo se na podlagi, oziroma sem se na podlagi lanskoletne razstave Brskanje po zajčji luknji odločila, oziroma sem vprašala, če bi lahko jaz pravljico napisala, se pravi spet tako, v bistvu rada imam simboliko in tukaj bo šlo za dejansko odraslo pač pravljico, ampak mogoče tudi, ne vem, za triado osnovne šole.
veliko simbolov, pa pač nekaj, v bistvu tako, simbolizem, realno življenje, pač iluzija, resničnost. Za vse ljubitelje umetnosti, zgodb in fantazije je knjižnica Medvode pravi kraj za vas. Sprehodite se skozi deželo Vinsko in odkrite čarobnost, ki je skrita v vsakem detajlu.